Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je moja gostja izjemna glasbenica, mlada dama, ki poje v številnih zasedbah. Sicer je že na svet prišla s priimkom, ki ga vsi zelo dobro poznate. Je to prednost? Je to mogoče kdaj tudi breme ali pa odgovornost? Nocoj bo govorila o sebi, o družini, o odraščanju, o poteh, ki jih piše življenje. Monika Avsenik, dober večer. Dober večer. Monika, zasledila sem nekje, da si ti bila bolj plašna deklica, nekoč. Torej, odraščala si z še eno sestro in s 3 brati, a je tako? Res je. Odraščala sem v kar veliki družini, sploh za te čase se mi zdi, da je to res redko, da je toliko otrok. Res sem bila bolj plaha. Mislim, da sem še zdaj bolj take sramežljive narave, recimo, no. Tako da se lahko najdem v tem opisu. No, kako pa je odraščati? Kot si sama rekla, družine s 5 otroki niso tako zelo pogoste danes. Kako je? Vi ste imeli eden drugega, tako rekoč. Res je. To moram reči, da sem zelo hvaležna staršema, da v bistvu sta ustvarila tako lepo v bistvu bazo za odraščanje. No. Imeti brate in sestro je res lepo, ker imaš vedno nekoga, da se lahko obrneš. To se sploh zdaj pozna, ko smo veliki. Vedno, če karkoli si pomagamo en drugemu. No. Če en nima čas, ga ima pa ta drug, zato nas je toliko veliko, da se res vedno poklop nekako. In res tudi v otroštvu se spomnim, da nam je ta družba res pač pasala. No. Hitro so dnevi minili, čeprav smo si veliko tudi nagajali, normalno, sploh fanta, vem, da sta bila kar nagajiva. Kdo je prednjačil tu? Sašo, mislim, da je bil res glaven. Sicer me je vedno pol krega, zakaj si spet to povedala, ampak on je bil kar tak nagajiv. No. Ampak vse normalno, bil je najstarejši, čutil se je nekako po mojem tudi dolžnega, da tisto svojo najstarejšo pač vlogo odigra do konca. Tako da, kaj ne rečem, verjetno niste imeli vsega kot otroci. Ne. Res se spomnim, da smo imeli vedno neke meje postavljene, pa lahko to zdaj banalna stvar, recimo smo šli v restauracijo, kdaj kaj pojesti in pač 5 otrok je, seveda vsi smo bili žejni, zdaj bo vsak naročil, kakor si želi, ne. Pa nam je bilo ponavadi tako, vedel si pač že od začetka, ena pijača ti pripada po domač, ostalo se pa potem doma pija, ne. Tako da smo imeli neke te meje in tudi recimo, če si šel kdaj do kakšnega prijatelja, prijateljce, je bila vedno tista ura, kdaj moraš biti doma in klicanje. Vse so šli tudi nasprot, smo poklicali, a lahko še eno urco, ok, lahko, ampak vedno pa bila tista neka meja in red tako. A imaš ti sicer rada red? Imam, čeprav se ga zadnje čase težko držim, ker imam zelo pestro življenje in mi ne uspe mi tiste discipline, ki bi si jo mogoče želela včasih. No. In tudi tako reda, po hiši. Ja, to pa verjamem. Kaj ste pa počeli kot otroci? Pred oddajo si mi namignila, da ste gledali risanke, da je ati prinesel z kakšnih potovanj, takrat še kasete, mogoče kasneje DVD-je. Kaj ste počeli? Ja, sploh zvečer smo res radi pogledali risanke, filme, tudi skupaj s staršema. V bistvu mi je bilo všeč, da smo res veliko časa skupaj preživeli. Vzpostavili smo tudi neke večerje. Vedno se je družina cela zbrala ob večerji in smo pač povečerjali, ker vem, tudi pri vrstnikih mojih, to je bilo vse mešano, ne? Oče je zase pojedel, mama je zase, otrok zase. In mi je bilo všeč, v bistvu, da je bilo to tako nekako določeno in smo res potem preživeli nek čas skupaj. Pa tudi risanke, oče je iz koncertov, iz turnej, ki je bil pač še tako aktiven tudi v tujini, je res prenašal neke kasete in res smo gledali te Disneyjeve risanke in kar naenkrat smo znali nemško, ker seveda so vse te kasete v nemščini, ne. Tako da, če me kdo vpraša, zakaj znam nemško, rečem zaradi risank. Kako zelo modro, a ne? Monika, kaj rivalstva je bilo med vami 5? Joj, kaj pa vem, prav tako rivalstva niti ne bi rekla, je pa res, da si moraš priboriti neko pozornost. Verjetno bi bolj drugi rekli zame, da sem bila malo rivalska. To mi pa res še zdaj govorijo, ko sem bila majhna, da sem bila skozi mami, moja mami, da sem si jo res hotela prilastiti v nekem momentu. Si tudi podobna mami, si rekla? Ja, bolj mamic kot atiju. Mogoče po videzu, po karakterju se pa lahko zelo z očetom
najdem, no, v nekih vrednotah oziroma pogledih ali kaj pa vem, nekem karakterju, no. Tako da ja, seveda je bilo tudi rivalstvo. Tudi med igranjem z barbikami je bilo vedno rivalstvo, sestro, to se spomnim. Drugače pa ne, smo bili kar v dobrih odnosih, no, tako. Zdaj, vidva s Sašo sta tako rekoč v glasbi, kaj pa ostali trije? Ostali trije, se pravi po Sašotu je brat Aleš, on je zdaj šef naše gostilne v Kunjah. In tudi Ati po novem? Ja, tudi oče je postal. Tako, za zadnji dan lanskega leta, se pravi 31. marca, je res dobil punčko. Tako da imam... Decembra, misliš? Pardon, kaj sem rekla, januarja. 31. Tako, decembra, 31. decembra je dobil punčko, tako da imam 3 nečakinje. Torej si že 3-krat teta? 3-krat teta, drži. Kakšna teta si? Zdaj lahko rečem, da sem prijazna, ampak tudi stroga. Zelo imam res rada, da pač, če se nekaj reče, če se nekaj zmeni, da se to drži. Tako da lahko sem tudi kar nepopustljiva, no. Načeloma pa rada pač pocrklam, rada stisnem in sem tudi tako prijazna, po mojem, no. Poleg Aleša še sestra in? Še sestra. Sestra je ravno diplomirala iz notranjega dizajna in pa še mlajši brat Primož, on je pa natakar v restavraciji v Ljubljani. Torej, skoraj vsak svoje področje. Res je, skoraj vsak nekaj svojega, ampak lahko najdemo tudi neko skupno potem, kako naj rečem, nek skupni imenovalec, ker se vse nekako tudi v naši gostilni hitro lahko najde in uporabi. Včasih pride Primož iz Ljubljane pomagati v strežbo, Sašo je na odru, če se mu še jaz pridružim, sestra tudi pomaga v gostilni občasno, tako da kar naenkrat smo lahko vsi zaposleni tudi v gostilni. In takrat vem, da sta ati pa mami najbolj ponosna, ko vidita res v bistvu celo družino tudi takole ob takih priložnostih skupaj. A so pogoste te priložnosti, ko ste skupaj, ali zdaj, ko ste že vsak po svoje, skoraj da bolj redke? Res postaja težko uskladiti. Se pravi, čas vseh nas, 5 plus partnerji, potem še zraven pridejo in res za kakšne rojstnodnevne pač za praznovanja se že kar težko vsi naberemo, tako da ponavadi vsaj en od nas pač manjka. Najpogosteje sva to jaz pa Sašo, no, ker imava res v bistvu ravno čez vikende, ko je najlažje nek praznovanje organizirati, potem imava mi da takrat koncerte in sva odsotna hitro lahko. Zdaj praviš, da ste kot otroci veliko časa preživljali skupaj. Kaj ste pa, menili bi, da skoraj ste bili skozi v glasbi, recimo tako, ampak niste samo prepevali, igrali, nastopali. Kaj ste še počeli? Morje imate radi? Zelo radi imamo morje. Veliko časa, v bistvu res počitnice smo vedno preživljali ali na morju, ali smo šli smučati. Tako da res tudi v naravi, v bistvu konec koncev smo dosti časa preživeli. Včasih smo šli tudi v hribe. Vem, da smo šli recimo na Triglav enkrat skupaj, to je bilo tako res posebno doživetje. Drugače pa ja, morja, smučanja, to nam je vsem blizu in preživljanje tazga pač prostega časa, no, tako. In glasba seveda. Monika, prvo skladbo nocojšnjega večera si izbrala katero in zakaj? Prvo bi izbrala Čaroben svet, ravno zato, da se malo navežem na domač kraj, na družino. To je namreč pesem, ki je išla zadnja od mojih skupaj z očetom. Z očetom kar veliko sodelujeva, tudi glasbeno in to naj res povezuje v bistvu, no, glasba in tudi ta ljubezen do narave, do pokrajine. Ker tudi sama zase, kakor sem še mlada, lahko rečem, da res občudujem naravo in mogoče se mi pozna, da sem fotografijo pač študirala in res opazam kadre, ki jih marsikdo v bistvu spregleda, no. Tako da zberem to pesem za prvo, Čaroben svet, in povabim pač gledalce in tudi tebe, Maja, zdaj, ko bojo toplejši dnevi, da se gremo ogledati naše hribe, ker so res čudoviti. Stanuješ v Begunjah, kaj ne? Ja. Ja, potem brez Gorenjske ne bi mogla, ne? Ne, res. No, tudi vi si pojdite pogledat čudovite lepote naše Slovenije, če jih slučajno že dolgo niste videli. Potem naj bo kakšen pomladni večer, popoldan posvečen prav temu. V nadaljevanju oddaje pa bomo izvedeli tudi, ali bo Monika vztrajala kot pevka ali bo mogoče učiteljica. In kakšna učiteljica bo? Mlajših otrok ali tistih malo večjih? Podrobnosti čez nekaj minut, zato ne odhajajte predaleč. Nocoj se nam je v oddaji Iskreno pridružila Monika Avsenik. Monika nastopa s Perpetuum Jazzile, seveda tudi v skupini Jana Plestenjaka in seveda kot, kako naj rečem, en miks
vsega tega, kar imajo Avseniki. Imate Avseniki? Ja, trenutno lahko rečem, da živim polno glasbeno življenje, ker res nek projekt se recimo malenkost ustavi, pa se nov začne. Recimo decembra smo imeli na polno z Janom koncerte, januar je bil tudi še malo, februarja se vse malo umiril, ker pač ponovoletno. Potem smo pa marca, aprila na polno šli z Avseniki, smo imeli turnejo po Sloveniji in po Avstriji, v sklopu pač 70 let Avsenikove glasbe, tako da sem bila v Avsenika vpeta. Potem sem pa šla nazaj domov, sem imela turnejo z Perpetumi po Italiji. Vmes sem tudi kakšne svoje lastne projekte, tako da je res v bistvu ogromno enih projektov, ogromno enih glasbenikov, s katerimi trenutno sodelujem. In moram reči, da mi je v bistvu zelo všeč, da lahko različne žanre nekako delam, ker nasplošno se nočem čist definirati kot pevka samo ene zvrsti, ker mi je pač glasba všeč. In če mi je všeč narodno zabavna, Avsenik, zakaj mi ne bi mogel biti všeč tudi pop slovenski, zakaj ne popevka recimo, in to mi je vse zelo blizu in sprejmem rada različne izzive, no, tako. Prej si rekla, v srednjo šolo si hodila na fotografijo, pa si se morala potem odločati. Fotografija, petje, faks, spet nekaj drugega, torej pedagoška smer, ali kako? Ja, tako je. Kdaj je tista odločitev prevagala? Za mladega človeka je to težko, kaj izbrati? Zdaj bom povedala zelo tako smešno v bistvu zgodbo, ker sem bila res, se pravi, konec je bilo srednje šole, zaključevala sem se pravi fotografijo in sem razmišljala, kaj pa zdaj naprej. Opcija je bila naprej študirati fotografijo ali pa kaj drugega. Ne vedela sem, od majhnega me glasba zelo zanimala, ampak tudi slučajno si nisem predstavljala, da bi bila lahko to moja edina in glavna tista neka pot. No, in sem šla res enkrat v klet, živela sem pri dedku pa pri babici, pri Slavku pa Brigiti v Ljubljani in grem po stopnicah v klet in najdem šivalni stroj Singer. Jaz takrat rečem, evo, to je moj znak. Vesolja. Jaz bom pevka. Pravim, malo je smešno, no, ampak res, takrat sem si rekla, pismo, mogoče pa moram verjeti v tisto, kar mi je res najljubše in pač poizkusiti, kaj se bo zgodilo. In očitno je bila prava odločitev, ker se mi res, lahko rečem, da lepo odpirano na glasbeni poti in to me res najbolj veseli, no. Je včasih težko, ker ne veš, kaj te čaka, zelo tak negotov poklic to v bistvu, no. Ampak mi je pa res toliko lepega mi prinese, da zaenkrat še kar vztrajam, ker imam res narejeno izobrazbo sicer za razrednega pač učitelja, ker si prej omenila, koliko stare otroke da naj bi učila, se pravi od 1. do 5. razreda. To mi je nekako tista luštna starost otrok, ki jih nekako lahko še vzgajaš, si jim nek vzor. Ker potem, ko so že v puberteti, pa malo starejši, že res malo preveč mogoče poizkušajo, pač do kam so meje. Tako da ta poklic me absolutno tudi zelo zanima in mi je bil res pač lep poklic, ampak sem izkusila v času korone, da težko združujem in glasbo in učenje, tako da sem rekla, da je to zdaj malo na stran postavljena zadeva. Ampak si ena redkih slovenskih glasbenic, pevk, če tako rečem, ki si aktivna tako rekoč v 3 različnih zvrsteh, Perpetum jazzile nekaj čist drugega, Avseniki nekaj čist tretjega in Plestenjak nekaj wow vmes. Kako ti te vloge spreminjaš, kako po domače povedano usklajuješ vse skupaj? Je kar zahtevno, no. Mogoče se mi trenutno glih dozdeva, da imam majčkeno preveč raztrešeno življenje. Zato, ker imam res v bistvu, predvsem je tudi tisto, kaj se ti potem v glavi dogaja. Saj ti že veš, kdaj imaš koncert, kdaj vaja, pa tako, ampak tudi, ko si v prostem času, pa razmišljaš potem o tistem projektu, pa pol o tistem, a moram zdaj vaditi za Plestenjakov koncert, a moram zdaj Avsenike vaditi, čemu ne dam zdaj prioriteto, kaj treba bolj, kaj moram sama bolj v bistvu povaditi, ne? Ampak nekako probam tisti projekt, ki me prvi čaka, tistega potem nekako gradim in pilam. Tako da, recimo, da zaenkrat še uspešno usklajujem, no, vse skupaj se poklop. Je pa res, da pri Perpetumih lažje manjkam kot pri Janu. Zaenkrat imam pri Janu res prioriteto, ker sem le del benda in se zavedam tega privilegija in v bistvu častno mesto mi je to, no, tako da mu res nudim to prioriteto. Potem pri Avsenikih je pa res, zdaj pa to tudi moja tista krvna stvar in je tudi v bistvu močno v meni zapisana in sem zelo, zelo vesela, da je leto 70 let in da so me ansambl Saša Avsenika skupaj z očetom povabili pač v sodelovanja. Ravno v mesecu juniju imamo koncert na gradu, ki je že razprodan in
takrat mi res tudi duša na drugačen način zapoje, no? Ko pojem dedkove pač pesmi in ko vidim, koliko ljudi in koliko srce to dotakne in tudi mene se to absolutno res dotakne in se me gane. Tako, me gane. Rekla si, trenutno ima malo bolj raztreščeno življenje, glasbeno seveda. Kaj pa te sicer lahko spravi s tira? Kako tebe človek ni videti, da bi te lahko kdo spravil v živce, ampak ali se te da? Priznam, da se pojezim res malkrat. Tako, tudi enkrat me je ena učiteljica petja vprašala in rekla, pa se ti sploh kdaj razjeziš, tako na glas, da zavreščiš. Pa sem rekla v bistvu, da res ne. Zelo sem nekako potrpežljiva, se mi zdi, zelo sem taka mirna. Me pa res mogoče pač pojezijo in mogoče prizadanejo razni taki vsakodnevni dogodki, recimo neka nestrpnost. Ko vidim v ljudeh neko živčnost do, ne vem, starejšega človeka, se pravi, primer, voziš se po cesti, pred tabo je en počasen avto. Moja prva misel je tista, kaj če tle nekdo star, že tako mu je mogoče malo težko voziti, pa prinori en mlad človek, pa mu začne hupati, pa direkt zaritijo in mene to vse stisne, tako zelo sem taka empatična v bistvu, no, in res pomislim na druge prej kot na sebe doskrat. Tako da take stvari me malo pojezijo in si rečem, zakaj si tak? Bod bolj miren, no, tako. Ampak vem, da je vsak zase in pač različni temperamenti, tako da normalno, da je tako. Kaj te pa razveseli? Kdo tebe lahko takole spravi v dobro voljo? Mislim, da se me hitro razveseli. Kaj pa vem, mehne pozornosti v bistvu. Sploh ne nekaj posebenega, ampak že to, da je nek čas, recimo, kad je namenjen, ne vem, lahko je to nek izlet v sosedno mesto ali sosedno vas ali kakorkoli. Tisti predvsem pozornost iz nekega takega namena, no? Da se podružiš, da preživiš nek kvaliteten čas. Te geste so mi v bistvu take, da me najbolj napolnijo. No? Bi zase rekla, da si odločna ženska? Ne. Zase bi rekla, da nisem odločna. To predvsem opažam pri svojem poklicu. Je to prednost ali je to slabost? Čist preveč dam jaz recimo na mnenje drugih. In to je v mojem poklicu zelo, zelo zoprno. Ker potem včasih pozabiš na tisto lastno zadovoljstvo in sam, a je bilo njemu to dobro, a je bilo njemu všeč. Včasih si moram res reči, kaj te briga? Ti si ti, če te pa okej, če te všeč. Tako da tle se še učim, da odmislim okolico. No? Tako da, kar se tega tiče, nisem odločna. Tudi nasploh se težko odločam, recimo že v trgovini včasih se težko odločam, pa včasih celo rajš oboje vzamem, da nimam preveč dileme, kaj je zdaj tista prava stvar. Tako da ne, nisem preveč odločen tip človeka. V eni izmed preteklih oddaj nam je Andrej Hofer rekel, da lahko v 5 minutah, mislim, da kupi stanovanje, če se tako odloči. Torej pri tebi ne bi šlo tako. Ne. Ampak je pa odločitev hitreje padla po vrnitvi nazaj na Gorenjsko. Odločitev za? Iz Ljubljane selitev, tako rekoč. To je pa res. Tle sem pa vedno odločena nekako, da ne želim živeti v mestu. Čeprav ima tudi mesto absolutno svoje prednosti in tudi za poklic kot je glasbenik, se mi zdi, da je tudi fino nek ta urban del življenja pač spoznati, začutiti ta utrip, ampak vedno sem nekako želela nazaj na podeželje, tam, kjer sem odraščala, zdaj je to okolica Gorenjske, tudi Primorska sicer priznam mi zelo diši. Ampak res zaradi morja, zaradi ljudi? Ja, zaradi morja, zaradi ljudi, sproščenosti, predvsem zaradi klime, ker je toplo, ker sem sama zelo zmrzljiv tip človeka in me res hitro zebe, tako da sonce mi načeloma kar paše. No. Pa poletje? Poletje, absolutno poletje. Tako da, ne, podeželje me pa res v bistvu zelo blizu in sem vedela, da bi se rada nazaj iz Ljubljane potem preselila, ker sem bila celo srednjo šolo in na faksu v Ljubljani, se pravi pol svojega življenja skoraj, sem res v mestu preživela in mislim, da mi je bilo kar zadosti. In je bilo dovolj. Monika, izbrala si v nadaljevanju Nino Pušlar in skladbo Malo, malo, zakaj? Zelo rada spremljam sceno, našo glasbeno slovensko in moram reči, da sem res vesela, da nastaja toliko ene kvalitetne glasbe. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker sem kot najstnica pretežno tujo glasbo poslušala in vedno sem bila tista tuja glasba, pa ne da je boljša, ampak dejansko mi je bila bolj všeč takrat. Verjetno tudi zaradi lastnih, mislim, svojih vrstnikov, to se bolj poslušala, tako iskanja neke lastne identitete. No, zdaj pa moram reči, tlele je velik vpliv tudi Jan Plestenjak, ker je velik zagovornik slovenske besede. Prav, a sanjaš, v katerem jeziku sanjaš, v katerem jeziku se sporazumevaš? Zakaj bi potem se izražal v glasbi z nekim drugim jezikom, če to ni tvoj jezik, ne? In to mi je res nekako odprlo luči in
mi je všeč, pravim, v bistvu tlele, če se nazaj na Nino Pušlar navežem, ta njena glasba mi je zelo blizu, no. Pesmi, melodika, interpretacije njene, zelo jo občudujem kot pevko, kot vokalistko in kot osebo, ker je še vsem taka preprosta, skromna, dostopna. In pesem Malo mi je bila zelo všeč, ko je ven prišla. V bistvu sem jo slišala na koncertu, ko so bili v Tivoliju, sem slišala samo istorijo. Meni je bil že tako refren tako všeč, da sem si presnela refren, da sem si ga lahko še zavrtela parkrat. In pol, ko je šla cela pesem ven, meni so se takoj solze ulile. Mogoče zato, ker sem res, tako kot pravim, dokaj empatična in sem v zgodbi preslikala se v eno žensko, ki je izgubila moža in je imela ravno otroka novega, mislim pač dojenčka ravno rodila in me je to tako ganil, ker včasih pozabimo, koliko so mislim, te vsakodnevne stvari pomembne, a ne. Pač ljudje, ne veš, kaj se bo zgodilo, lahko nas jutri več ne bo, tako kot je marsikakšna pesem že upevala, a ne. In ta trenutek, to zavedanje v bistvu, da pač smo minljivi, se me kar dotakne v bistvu, no. In ta pesem mi je mogoče zato tako ljuba, ker je zelo močna, no, po sporočilu. Dajmo ostrezimo naši gosti, naši Moniki, ki je danes pripravljena z nami vsemi deliti delčke svojega življenja. V nadaljevanju pa se bomo ustavili še pri njenem razmerju. Z znanim basistom Monika živi, mogoče načrtuje tudi poroko ali se vidi pred oltarjem. O tem takoj po Nini Pušlar. Izjemna glasbenica nocoj v moji družbi danes govori o sebi, o svojem življenju, seveda tudi o glasbi, o stvareh, ki jih ima rada. Monika Avsenik, sicer nisi še poročena? Ne, nisem ampak še. Živiš pa z znanim slovenskim basistom. Videla sta tudi skupaj v bendu pri Janu Plestenjaku. Tako rekoč, glasba je pri vama na meniju vsak dan. Je tako? Res je. To so lahko prednosti in slabosti. Prednost vidim predvsem v tem, da razumeva en drugega. Anže, se pravi, Dagi, zelo veliko časa pač vloži tudi v svoj zvok, v bas, v inštrument, v razno opremo. In ne predstavljam si, če ne bi bila sama glasbenica, kako bi to zares sprejemala v bistvu. No, tako mi je pa jasen in tudi sama podpiram, da se razvija, da pač odkriva to, kar mu je všeč. Sta se srečala na glasbenih odrih? Ja. Srečala sva se na dogodku Simfonična ekstaza. Jaz sem bila kot pevka Perpetuum Jazzile, on je bil pa hišni bend takrat. Rok Golob je vodil ta projekt in on je vedel zame, jaz za njega takrat še ne. Pa se je takrat potem v bistvu začel plesti. To v bistvu najno poznanstvo in potem tudi najn odnos v bistvu. No. Zdaj že verjetno kar nekaj časa živite skupaj. Zdaj sva pa že več kot 4 leta skupaj. Ja. Kot si rekla, glasba redno na meniju. Kaj pa slabosti tega glasbenega življenja? Slabosti so te, da sva veliko lahko tudi odsotna. Recimo, ravno zdaj imava tako obdobje, da nisva pri skupnih projektih, ampak je vsak pri svojih. In potem, recimo, vidva se zjutraj in zvečer pač. Čez dan seveda pač je vsak po svoje. Tako da mogoče te trenutki, da so malo taki težji za uskladiti, no, oziroma si kar rečeš, a to je to, kar bo danes, jutri se te spet ni, pol v petek imaš spet to, pol ti imaš v soboto to in je, skozi se malo križava, no. Tako da to so slabosti, pa seveda to, da pač manjkava pogosto na kakšnih praznovanjih, poroke. To je tisti minus našega v bistvu posla, da si pač ravno takrat na svojem delu. Pa razmišljate kaj o svoji poroki, o svoji družini? Vidim, da sem očitno zdaj toliko stara, da me to vedno bolj pogosto vprašajo ljudje, kaj pa ti, a seš poročila, kaj pa otroci. Jaz mislim, da se bom. Kdaj, še ne vem. Poroka... To ga zdaj že preveč ljudi heca, tako da sam se mora to odločati. Tudi on reče, tudi ti se mi moraš dati dosti jasno vedeti, kdaj ti je ta prav čas, tako da me upošteva in se tudi v bistvu je obziran tudi do mene. No. Kdaj pa je ta pravi čas za glasbenika? Za poroko ali za otroka? Za en miks vsega. Je sploh kdaj pravi čas? Po manj, da je vedno pravi čas. Če je namen pravi, je tudi čas vedno pravi. Je pa res, da mogoče opažam, da za ženske v glasbenem poslu ni tako enostavno, ker vsaka si želi imeti neko kariero takrat, ko je mlada, ker je pač takrat hočeš ali nočeš najbolj atraktivna nekako za publiko, ali na tak ali drugačen način. Seveda si pa vsaka tudi želi biti čim prej mamica, ker je pač lepo biti mlad starš, ker imaš več energije, več časa lahko nameniš otroku.
Tako da je težko najti pol tisto pravo mejo, kdaj je čas za kakšno stvar, ampak sama želim nekako spontano početi stvari in ne preveč načrtovano. Čeprav si itak splaniraš oziroma načrtuješ, kakšno bo tvoje življenje, sploh kot punce se mi zdi, da smo bolj take nagnjene, da pri teh letih bo to, pol bo šola, pol je služba, pol je partner, poroka, otrok, ampak vidiš pol v življenju, da ni čistko, no? Da se res ne dogajajo stvari, tako si zamisliš. Te to zmede? Lahko me zmede in lahko začnem potem dvomiti, a kaj narobe delam, a je prav, da sem tako sproščena, bi mogla bolj v svoje roke kakšno stvar vzeti. Tako da včasih je to fajn, včasih pa ni, no. Katere vrednote iz primarne družine ti prenašaš v svoje življenje in bi potem recimo tudi na tvoje otroke recimo rada prenesla? Mogoče mi je glavna vrednota spoštovanje. Se pravi spoštovanje ljudi v prvi vrsti, sočloveka, spoštovanje okolice, predmetov, pač če si v nekem prostoru, v nekem domu, to ni tvoje. Tako, spoštovanje v bistvu vsega, no. Nek odnos do stvari in do ljudi, to mi je taka glavna iskrenost. Sama sem zelo rada iskrena, včasih mi je to malo tepe, ker bi mogla kakšno stvar zase zadržati, pa mi je težko, ker nekaj, kar pač čutim, povem. Tako da včasih se bi mogla v jeziku grizniti, ampak nikaj. Očitno taka sem, okolica me bo počasi spoznala kot tako in bo raje potem človek sam premislil, pa rekel, tega ji ne smem povedati. Pa ne gre se za to, da ne bi skrivnosti zadržala, sploh ne, ampak ja, kaj pa vem, nimam nekih filtrov, no, tako da bi selekcionirala, to zdaj lahko, to ne smem. Mi smo zelo veseli, če si v naši oddaji res iskrena. Verjetno te je pa tudi ta iskrenost pripeljala tako do, ne vem, pred Petom Džezile, Jana Plestenjaka. Sej neiskrena ne bi mogla delati s temi ljudmi. Verjetno res. Tudi, kako so se na začetku pogovarjali, a ne priimk, a je to breme, a je to prednost, a je slabost. Včasih je breme oziroma odgovornost, se mi zdi lepša beseda, ker se čutim odgovorno nositi naprej neko tradicijo, peljati naprej dedkovo glasbo. Po drugi strani pa lahko breme, ker imaš občutek, da si zaradi priimka nekaj sprejet. To se mi malo dozdeval pri perpetumih, pa ne pri zasedbi, bolj pri ljudeh, ki so slišali, prišla je not v perpetume, se to itak, se pač piše Avsenik, da so jo sprejeli. Tako da včasih lahko, da sem si sama ustvarila te neke zgodbe in v neki podzavesti slišala te neke glasove, to si mislijo za ljudje v meni. To je potem tista stvar, ki so rekli, kaj si mislijo drugi, a ne. Tako da dostikrat je pa res to sam neka priložnost v resnici, no. Ljudje mi dajo priložnost, ker slišijo, Avsenik sem. Je pa res, da moraš potem sam to priložnost speljati, ne. In mi je všeč recimo pri Janu Plestenjaku, navezo je res ustvaril Anže, se pravi moj partner, ker smo korono takrat preživeli skupaj, Anže je imel ravno snemanje pri Janu, nek bas je mogel posneti. Jaz sem bila še na faksu in država se zapre, mene kliče, jaz grem zdaj na obalo, gre z mano, sem rekla, pojdi, grem s tabo. Potem se je pa tako zgodilo, da sem bila 3 tedne dol, ne. Tako da se takrat nek odnos tudi razvil z Janom, smo se spoznali, dejansko ne moram verjeti v bistvu, da sem ga kot nekega prijatelja spoznala in sem mogoče zato toliko lažje potem dvigala telefon, ga poklicala, ker sem slišala, da iščejo punco za back vokale. Od začetka sem zdela, jaz nisem ta prava, ne zgledam tako, ne bo, ni to zanga ta prava stvar, pa me je toliko potem to nekako žgal v sebi, da sem rekla, nič, probam, pa vidim, lahko mi da šanso, lahko bo rekel ne, nimam kaj izgubiti, pokličem, sva se pomela, on meni pove svoje dileme, jaz moje njemu in mi je bilo tako všeč, da sva imela tak iskren pogovor že od začetka in sva rekla, dajmo probati, pa vidimo. In lahko rečem, da mi je res v ponos, da po vseh teh koncertih zdaj reče, ne zamenjam te, super si. Kako pa je sicer sodelovati z Janom? Kako, rekla si, našla sva se, začutila sva se, kako poteka to sodelovanje? Vi se dobite, ne vem, doma naštudirate, potem skupaj vaje, če so, verjetno so? Tukaj lahko rečem, da mogoče se pozna, da sem prišla toliko kasneje v band in sama rada zvadam stvari. Tlelo pa tako, back vokale, saj so posnetki, slišiš, kaj približen se poje. Ni pa bilo to tako, da dobiš ti ali note ali nek material, da ti nekdo pove, tle moraš to pet, tle moraš uno. Nekako sem zelo sama se prepuščena, da sem pač se naučila. Potem sem pa že vprašala, a je to prav tle, a bi mogla kaj drugega pet. Ampak tisti glaven del je bil pač na meni, no. Tako da tudi nekih vaj ni bilo pretirano. Edin pred Stožicami, ko je bil prvi večji koncert, smo res imeli eno generalko. To je bilo pa v bistvu to, no. Tako da to si še vedno želim, da bi bilo malo več vaje, da bi se res tudi podružili konec koncev in da ni to samo tista uradna vaja v smislu, aha, treba je zdaj
vaditi, ampak da se dejansko podruži, pač poklepeta in zbliža konec koncev. Ko te poslušam, verjamem, da ta bližina, to druženje ti veliko pomeni v življenju. Sicer ne vsemi ljudmi, verjetno, ampak z določenimi, s katerimi potem delaš, se pa rada spoznaš tudi drugače. Res je. To mi je v bistvu vedno tak lep del. Tudi, ko imamo s Prepetom Jazzile kakšno turnejo, mi je tisti del najljubši, ker se gre v bistvu malo po mestu, na kavo. To, da se res v bistvu ustvari nek odnos, da ni res samo prideš na oder, odpoješ pa greš. Ne? Se pravi, če že delamo nekaj skupaj, da se tudi kot človek lahko zbližaš. Kaj sem hočela še reči? Torej, verjameš v dobre energije? Absolutno. Absolutno je pa res, da sem v bistvu toliko obkrožena z enimi ljudmi, da opažam, da mi vedno bolj paše tudi tista neka samota. Tisti nek svoj čas, mir, ker sem, kot pravim, veliko sem na odru in tudi potem pod odrom je ogromno nekega klepetanja. Vse, če so ljudje, ki jih poznaš, je fino, ampak je pa ogromno tudi ljudi, ki te ne poznajo in ti začnejo ogromno nekih svojih zgodb razlagati, kar je tudi super, ampak te lahko tudi kar izčrpa. In takrat priznam, da mi paše potem tudi umik za kakšen dan, da res sem rajš v naravi, tako, da ni skozi en direndaj, no, okrog mene. Torej, narava je zate odklop. Še kaj? Kam z Anžetom greš takoj odklop? V savno, plestenjaku na deci, ne vem. Kaj pa vem, v bistvu imava zelo veliko enih prijateljev, no, tako sploh Anže je bolj tak tip človeka, da se res rad druži in v bistvu ne rab toliko tega miru. Tle sem bolj jaz tista, ki se rabim malo umakniti. On je pa zelo tak družaben človek in potem on ponovadi mene potegne sabo. Tako da kakšni pikniki so zdaj vedno bolj aktualni, ko prihaja lepo vreme. S Petrom Prejevcem se rada podružba, Luka Jezeršak in njegova družina nam postajajo vedno bližji, gremo tudi skupaj, smo šli smučati in piknike, rojstne dneve, tako. V bistvu rada pač se podružba z ljudmi, s katerimi sva kompatibilna, no. Tako da... In s katerimi si je kaj zapovedati, absolutno, tako. No, če je Monika že govorila o Janu Plestenjaku, torej srečali jo boste tudi v njegovi skupini, pa je seveda izbrala Jana Plestenjaka, da nam zapoje tudi v tem večeru. V zadnjem delu naše oddaje pa bomo Moniko, tako kot tudi vse naše ostale goste, seveda povprašali, ali kaj sanja, ali morda samo sanjari z odprtimi očmi. Še prej pa, kot že rečeno, Jan Plestenjak. Sanje so pomembne v naših življenjih, tudi sanjarjenja, ali mogoče potem vse skupaj v realnosti izgleda tako, kot sanjamo in sanjarimo, to je pa spet drugo vprašanje. Monika, ob koncu najinega druženja, tako rekoč nocojšnje oddaje Iskreno povej, sanjaš, sanjariš ali bolj živiš v realnosti? Mogoče, da sem kot mlajša več sanjala, oziroma sanjarila, kaj bi bilo, kaj bo. Pa sem potem videla, da se ne zgodi tako, kot si zamisliš te neke sanje. Tako da sem bolj realist, bi rekla, no. Kaj pa vem? Torej, vlagaš svojo energijo, veš kam in zato pričakuješ, tako rekoč, nekaj nazaj. Mogoče zato, ker imam tako pestro sedanjost, da ne razmišljam preveč o neki prihodnosti in mogoče zato malo manj sanjarim na ta način. Raj greš kar v akcijo, ne? Tako. Dejansko pa ne, mislim, da nimam časa sanjariti. Seveda vsak sanjari v nečim in tudi jaz, to so tiste mogoče neke skrite tihe želje. Katera je tista najbolj zdaj vroča? Kaj pa vem, res si želim še več svoje lastne glasbe, več avtorske, se pravi tudi, da se tudi kot avtorica mogoče nekoč v popularni izvedbi? Ja. Super mi je narodno zabavna in res jo cenim in res jo imam rada. Ampak mogoče, da se mi zdi, da je moj glas narejen še bolj za kakšno drugo zvrst. Tako da si želim preizkusiti še malo več pop zvrsti. No, mi se te veselimo v vseh zvrsteh. Hvala lepa, ker si bila nocoj moja gostja. Uspešno na vseh poteh in srečno. Skratka, naj te spremljajo same dobre misli in pozitivni ljudje. Najlepša hvala. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in spoštovani gledalci. Nikoli ne pozabimo sanjati, tako kot ste že vajeni ob koncu naših oddaj. Sanje vedno pridejo z razlogom. Pa lahko noč.